Tole. Najprej bi si pogledali tole enoto oziroma količino, ki jo uporabljamo za merjenje razmerja. Boste videli, ne samo signalov, ampak še kje drugje. Torej, pojmo kar po vrsti, se pravi, tako bi rekel za prilagajanje nekih vhodnih signalov ali pa nekih izhodov, kjer nastopajo audio signali, recimo pri ojačevalnikih, tam dostikrat uporabljamo delilnike, ki jim stujko rečemo tudi atenuator. In stopnjo ali pa faktor slabljenja običajno določamo skozi količnik moči P1 proti P0. Ali pa skozi količnik napetosti, to se pravi, to sta dve količini, ki smo jih prej spoznavali, to se pravi, količnik napetosti bi bil U1 proti U0. In ta količnik, boste videli, bomo izrazili s pomočjo te enote decibelov. Bi pa mogoče izpostavil, da torej se to ne uporablja zgolj v teh količinah, ki so vezane na elektrotehniko, ampak dejansko tudi na drugih področjih, ki so vezane na multimedijo, kot je recimo zvok. Zdaj, če se je nekdo srečal, potem dostikrat vidite, da izražamo jakost zvoka v decibelih. Potem boste videli, da tudi različne signale, kar se tiče, bi rekel, komunikacij oziroma brezžičnih prenosov signalov, uporabljamo, pač izražamo z tem razmerjem. Tako da mogoče bi izpostavil, da gre za logaritemsko enoto. In da je to uporaba te logaritemske enote bodi si vezana na samo naravo, recimo človeško uho nekako si predstavljamo, da ima to, bi rekel, logaritemsko zaznavo, kar pomeni, da lahko izjemno nizke signale detektira, pa tudi izjemno visoke. Se pravi, večina čutil tudi recimo oko ima to logaritemsko naravnanost. Zdaj, po drugi strani pa recimo v elektrotehniki to uporabljamo takrat, ker imamo velike razpone. Se pravi, od mikrovoltov pa do recimo več 10 voltov. Se pravi, dajmo mogoče to našo razlago začeti, da mi to razmerje, ki ga zapišemo v belih, se pravi najprej brez decibelov, izražamo kot logaritemsko razmerje moči napram neki referenčni moči. To se pravi, P1 proti neki moči P0. Zdaj, mi bomo čez nekaj trenutkov našteli, kaj so to možne reference. Torej, to je referenca. Videli boste, da nimamo enoličnega odgovora. Lahko je v akustiki referenca nekaj, pri elektrotehniki pa zelo odvisno, o čem govorimo. Tako da bomo o tem spregovorili. Zdaj, če hočemo imeti 10krat manjšo enoto, to se pravi decibeli, seveda bo neka številka potem 10krat večja. To se pravi, če si predstavljate, da je to en bel, je v bistvu 10krat decibel, kajti predpona deci pomeni na minus prvo, tako kot deciliter, decibel je torej desetina, zato to pomnožimo z 10. In tako bomo zdaj prišli do tega, da če hočemo izražati razmerje v decibelih, da moramo pomnožiti čez 110, to pomeni 10krat logaritem P1 proti P0. P0 je ta referenca.
mogoče samo toliko vam omenim, da je ta logaritem, pač bomo mogli pač vsakič posebej ustrezno izračunati. Je pa torej to desetiški logaritem. Ok, zdaj, če pa želimo narediti prevedbo v signale, ki so podani z napetostjo, to se pravi, jaz sem se pri tejle razlagi zdaj osredotočil najprej na moči, bi mogel pa spomniti, da moč mi izračunamo kot napetost na kvadrat, če začne najprej kot U krat I, smo rekli, ampak po Ohmovem zakonu, če ga ostavimo noter, je to U kvadrat deljeno z R ali I kvadrat krat R. To pa potem pomeni, da nam tale kvadrat pride v tole enačbo. To se pravi, da lahko zapišemo, da je to razmerje v decibelih, ki smo ga rekli, da je 10-krat logaritem, in zdaj, če noter ustavimo tale U1 na kvadrat, deljeno z R, pa spodaj U0 na kvadrat, ulomljeno z R, tale R lahko pokrajšamo, tale kvadrat, pa veste, da pride pred logaritem in to potem prije ta dvojka spredaj, če pomnožim z 10, je to 20-krat logaritem U1 proti U0. Če bi pa s toki izrazil, bi pa prišli do istega zaključka, da je to 20-krat razmerje I1 proti I0. To se pravi, to razmerje v decibelih, če govorimo o močeh, potem ima ta enačba spredaj 10, če pa govorimo o napetostih oziroma signalih, potem pa ima ta enačba spredaj 20. Tako da to je tisto, kar bi rekel še dodatno, mogoče neko zmedo vnašam v to zadevo. Čeprav, če boste pač samo logično pomislili, ali je neki po naravi moč, je potem 10, če pa je po naravi signal, kot je napetost ali tok, ki ga moramo šele kvadrirati za moč, imamo tukaj le spredaj, potem pa 20. Ok, zdaj pa mogoče pač nekaj besed o tej referenci, najprej, ali pa mogoče dajmo še obratno, obrnite na tako enačbo. Se pravi, če pa mi želimo ven izračunati iz takele enačbe, koliko je amplituda napetosti U1 ali pa I1, karkoli pa čiščemo iz te ali pa iz zgornje enačbe, potem moramo vedeti, o kateri referenci govorimo, referenčna napetost U0 krat, potem pa obratno od logaritma je 10 na neko potenco in ta potenca je potem, lahko karkoli napišemo, da je to spodaj 20, zgoraj pa tole razmerje v decibelih, ki ga imamo podanga. Mi si bomo nekaj konkretnih primerov čez nekaj trenutkov pogledali, tako da boste dobili en občutek. Ok, zdaj pa si dajmo napisati, kaj bi bile lahko reference. To se pravi, mi imamo to napisan tukaj v skripti, reference. Zdaj, če se na akustiko navežemo, pač pri akustiki je 0 decibelov lahko 2x10 na -5 paskala. To je prva možnost. Zdaj, odkje so te paskali prileteli noter pri akustiki? Vi veste, da zvok je tlačno valovanje in nekako se pri povprečnem človeškem ušesu šteje, da je 2x10 na -5 tista spodnja meja, ki jo človeško uho še lahko zaznava, zato je to 0 decibelov. To se pravi, pod to ne bi uho bilo sposobno iti, to se pravi, kvečem več kot to. Ok, in je to referenca. Zdaj, če govorimo o mikrofonih, potem je referenca 1 volt, pri čemer je ta volt tudi točno definiran, da je to pri zvočnem tlaku 1 paskala. Če govorimo o zvočnikih, potem vemo, da je ta referenca
1 watt. Ne. Če bomo govorili pa recimo, konkretno, ko se boste pogovarjali o kakšnem valovanju, ne, pa bo tam enota dBm. dBm, še tale M bo zraven nastopil, ne, kajti bo referenca 1 miliwatt. Tako da, kar vam hočem povedati, je, da je ta referenca očitno popolnoma odvisna od tega, o čem mi govorimo. Če govorimo o decibelih pri jakosti zvoka, se bomo na tole osredotočili. Če bomo govorili o signalu pri mikrofonu, se bomo na tole osredotočili. Če bomo govorili o signalih pri zvočnikih, se bomo na tole osredotočili, kar pomeni, da si dajte prosim zapomnite, ne, da je tale decibel logaritemska enota, ki predstavlja razmerje. Ne moramo pa reči razmerje med čem. Tega pa ne moramo reči. Odvisno je od področja, kjer bomo tole uporabljali. Okay? In dajmo tako tudi zastaviti zdaj te naše primere. Sicer bomo začeli z 2 primeroma, kjer si bomo sploh pogledali tole razmerje kot tako. Ne? In sicer pravi, dajmo si pogledati, kaj pomeni minus 20 decibelov kot razmerje signalov. Iz tele besedne zveze, da piše, da govorimo o signalih, razberemo, da očitno gre za razmerje med nekimi napetostmi ali toki, kar pomeni, da to lahko zapišemo, da je to 20 krat log U1 proti U0. In ven iz tega moramo mi določiti, koliko je tole razmerje U1 proti U0. Se pravi, lahko rečemo, da to enačbo obrnemo in to pride U1 proti U0 je enako tale stran tehle minus 20 deljeno s tehle 20, tako kot smo napisali, minus 20 deljeno z 20 in tole 10 na toliko. Ne? To je nasprotna funkcija od logaritma. Ne? Vi ste verjetno temu rekli, da antilogaritmiramo. Ne? V principu to pomeni, da damo 10 na to, ne? Kajti to je desetiški logaritem, ne? In zato damo 10 na tole. Okay. To je precej preprosto, zdaj izračunljivo. Ne? Tole je 10 na minus 1, to razmerje. Koliko je 10 na minus 1, pa tudi veste. Ne? To je 0,1. To se pravi, razmerje minus 20 decibelov pomeni, da je naš signal 10-krat manjši od referenčnega. Okay? 0,1 razmerje pomeni minus 20 decibelov, če govorimo o signalih. Ne? To se pravi, s tem smo si tole, kar se prve točke tiče, pogledali. In mogoče še drugo točko pogledamo, ki pa pravi, da dajmo na enak način razmisliti, kaj nam predstavlja razmerje plus 10 decibelov. Jaz nisem plusa posebej izpostavljal. In če to rečemo, da je to takole, razmerje teh 2 signalov, pa logaritem, potem zdaj zapišem, da je tole razmerje U1 proti U0, moram pa napisati zdaj, da je to 10 deljeno z 20, to se pravi 10 na 10 lomljeno z 20. Teh 10 tle gor, teh 20 tle spodaj, 10 na 1/2. Ja. Kaj je to 10 na 1/2? Pa tudi iz matematike, po mojem, vi veste, da je to koren iz 10. Koren iz 10 pa lahko izračunamo in pride 3,16. Popravite me. To se pravi, razmerje plus 10 decibelov pa pomeni, da je signal 3,16 krat večji od reference. Ok. Zdaj,
Ta referenca pa kot rečeno, če bi govoril o prej omenjenem 1 voltu, ne, bi rekel, da je signal 0,1 volta, ne, kajti referenca bi bila 1 volt, in tukaj bi bil signal 3,16 volta, če bi bila referenca 1 volt. Ne. Ok. Tako, zdaj bi nadaljeval pa z nalogo 2, kjer se bomo pa pogovarjali o delilniku napetosti. Se pravičujem, prej sem hotel že tole, sem si pripravil, uporabil pa ne. Tole smo si zdaj pogledali, ne? In zdaj bi spregovorili o tem delilniku napetosti. Ja, tudi jaz v vmesnem času na hitro skiciral, ne? Prej smo si pogledali en videoposnetek, ki je govoril o podobnem delilniku napetosti. Mogoče je bil bolj preprost, ker je imel, mislim, da 2 upora. In to je točno tisto, kar sem vam hotel reči, ne, da imamo mi nek signal, ki si ga lahko predstavljate kot izhoden signal iz enega ojačevalnika in dajmo temu signalu reči, da je UG, lahko bi si predstavili to v nič, da je to ta referenca, prav? Potem imamo pa tukaj eno napetost, jo bom označil U2, ker je tole upor R2, in tole drugo napetost, ki jo bom označil U1, pa bom rekel, da je tole upor R1, pa tole upor R0. Evo. Zdaj pa tako. Vemo, da je vsota vseh tehle skupaj R1, plus R0 plus R2 je 467, tako piše. Ok? In najprej dajmo takole tale delilnik na podlagi tega, kar smo tudi na videu videli. Razmerje med napetostjo na temle uporu U2 proti skupni napetosti UG, to je tako, kot smo rekli, da je tole referenca, piše, ampak bom mogoče, dobro, kar napišemo, piše, da je minus 20 decibelov. Ampak iz tistega, kar smo si pogledali na videu, vemo, da je tole enako razmerju R2, to je na upornosti, na kateri imamo napetost U2, proti upornosti, na kateri imamo UG, to so pa vsi 3 upori vezani skupaj, kar pomeni R0 plus R1 plus R2. Mimo grede, ne? To je tole, kar poznamo, tle gor. Ok, zdaj pa dajmo kocke zložiti skupaj. Prva kocka je, če je tukaj napisan, da je U2 proti UG minus 20 decibelov. Potem lahko poškiljamo sem in vidimo, da smo za minus 20 decibelov, mi prejle že pripravili teren, da minus 20 decibelov pravzaprav pomeni nič drugega, kot da je to razmerje 0,1. Ok? In če si s čim manj koraki pomagamo do cilja, tale številka tukajle jo lahko nesemo na to stran, to se pravi krat bi bilo, a ne? Tehle 467, rečem, je tale iskani upor R2. Glejte, kako smo elegantno pripravili vse zadeve in če obrnem levo in desno stran, pa še zračunam, pridemo do zaključka, da je R2 enako 46,7. To je bilo tisto,
kar smo mogli določiti pod prvo točko pri tej nalogi 2. Potem pri drugi nalogi pravi, da je razmerje med U1 in UG minus 10 decibelov. Mimogrede, tehle minus 10 decibelov bomo malo pogledali sem. To se pravi, če je plus 10 decibelov, koren iz 10 oziroma 3,16, potem je minus 10 decibelov 1 ulomljeno z 3,16. Kajti minus pri logaritmu samo pomeni, da je tisto, kar je sicer zgoraj, potem spodaj. Če si predstavljate minus 1 polovica bi pomenil 1 ulomljeno s koren iz 10, ulomljeno je enako 1 ulomljeno s 3,16. Tako da tole lahko potem zdaj zapišemo. Tole smo rešili. Zdaj pa pogledamo, kje je napetost U1. Napetost U1 se nanaša na teh dveh uporih. In to je R1 plus R2 ulomljeno z R1 plus R0 plus R1 plus R2. Ok. Evo, mi moramo tale R1 ven potegniti. Zdaj, če tole nesem tja, dobim 4,67 deljeno s 3,16, mi boste pomagali, prosim, zračunati, to je tudi edina stvar, danes, ta prva. Pa da dobim tale R1, pomeni, da moram tale R2 še odšteti. To se pravi minus 46,7 je enako R1. Evo, in vas prosim, da mi zračunate R1 je. Takole. Ok, neverjetno. Kolegica nam je takoj postregla z odgovorom. Super, 101 cela. Ne preveč, da si malo kar zaokrožite, prosim, tukaj. 101,1. 101,1 ohma. Ok, krasno. In ta zadnja stvar, tretja je najbolj enostavna. Mi smo se učili, da če so 3 zaporedni upori, da jih seštejemo, kar pomeni, iz tega le ven moramo zračunati še R0. R0 je tehle skupnih 467 minus R2 pa R1. Oba odštejemo, njih, kar smo izračunali. To pomeni 467 minus 101,1 pa minus 46,7. Še to mi, prosim, pomagajte izračunati. Pa smo tudi nalogo 2 uspeli pospraviti. Predvsem bi rad, da vidite, da tole razmerje v decibelih moramo pač prevesti v neko razmerje. Glejte, na koncu tisti, ki se boste pač kakor toliko pogosto s temi decibeli srečevali, tako v elektrotehniki kot v akustiki, recimo za jakost zvoka, boste dobili en občutek, kaj pomeni. Torej 20 pa 10 decibelov in to je to, pa plus pa minus. To pomeni to 20 decibelov, da se signal 10-krat pomnoži, minus 20 decibelov, da se 10-krat zmanjša, ali pa 10 decibelov, da se 3-krat pomnoži, oziroma 10 decibelov, da se 3-krat zmanjša. Če govorimo o signalu, če pa govorimo o moči, je pa to še na kvadrat.
moč, ne, je pa to še nekaj. Koliko smo dobili? Ok, to se pravi 300, ja, ok, 319, približen, ne, zdaj, lahko je kaj za okrožitev cele 2 ohma. Takole. Evo, to je to. Zdaj bi pa si pogledali še notranjo upornost zvočne kartice. To boste pa tudi, mislim, da na laboratorijski vaji pomerili. Ne? Se pravi, mi lahko interpretiramo, vzeli smo kar računalnik, ali pa če si predstavljate telefon, ki ga imate, ne? Da bi ga na nek način interpretirali, kot da gre za nek generator. In imamo tudi, kot boste videli, super, Nejc pa Aljaž sta nam pomagala pri izračunih. Fajn. Ja, tole sem vam hotel pokazati, samo sekundo. Tule. Torej, če si predstavljate, ne, tole skico si znate predstavljati, zdaj tale napetost, ki je tukaj narisana, ni enosmerna, ampak je izmenična. Ne. Pri zvoku si zvok lahko predstavljamo kot neko izmenično napetost in amplituda piše tukaj je 0,6 volta. Mi dajmo to tretirati, kot je to 0,6 volta. Ne. Potem pa piše, da ko damo breme load 25 ohmov, je napetost na bremenu 0,2 volta, ostalo pa je padec napetosti tukaj gor na temle našem notranji upornosti zvočne kartice. To se pravi, vi že takoj vidite, če od 0,6 voltov ven dobimo samo 0,2, potem to pomeni, da je kar velik padec na notranji upornosti. A vidite, ko kažem tole z miško? Tukaj. Se vidi? Vidimo, ja. Super, no, fajn. Da se ne trudim za manj. Dobro, jaz bi vsem se vrnil na tablo, da tele stvari. To se pravi, če se dotaknem, vi veste, da pač mi imamo tam na izhodu vašega računalnika, saj malo kasneje imate poje sliko v skriptih, kasne 2-3 strani naprej, pač na izhodu svojega prenosnega računalnika ali pa zvočne kartice, to se pravi, imate luknjo, kamor vštekate noter slušalke, recimo, v telefonu, imate to luknjico, kamor slušalke vštekate in v principu to sta 2 pola noter, pač v samem konektorju, temu jacku se nismo kaj dosti zdaj pogovarjali, ampak v bistvu gre ven ta koaksialni kabel, v katerem pa smo se pogovarjali. Kar vam hočem povedati je, da mi lahko interpretiramo računalnik kot nek vir signala, za katerega imamo pač tole idealen napetostni vir, 0,6 volta, piše, in pa notranja upornost, bi rekel, kar R generatorja, tako kot tukaj piše, potem pa nam naprej piše, če damo, bom takole narisal, tukaj gor breme in je tole breme R bremena, zdaj, tam piše, če je 25 voltov, potem ugotavljamo, da je tukaj gor napetost 0,2 volta, se pravi, preostanek pomeni, da je tukaj gor 0,4 volta, to znamo poračunati po Kirchhoffovem zakonu. Ok, piše prvič, dajmo določiti tok skozi tole breme. Se pravi, tok bomo zračunali na tak način, da rečemo, da je tok I enako napetosti generatorja deljeno z upornostima obema, ki sta tukaj. To se pravi, R generatorja plus R bremena. To nam pa zdaj nič kaj dosti ne pomaga, kajti mi te upornosti generatorja še ne poznamo. Prav, v redu, bomo pa še drugače razmišljali. To je naprej enako, to smo si že pripravili za naprej, zato sem to naredil. Tele napetosti na bremenu, jaz se opravičujem, tam piše, da je to load, L, jaz sem pisal bremena, load, da bomo imeli isto znako. Load.
Opa. To je pa naprej enako napetosti na bremenu, bomo temu rekli U-load, deljeno z R-load. In tok lahko zračunamo tako, da rečemo, da je to ta napetost deljeno s tema dvema oporoma ali pa zgolj ta napetost deljeno s to opornostjo. To pa pomeni, da mi boste pomagali zračunati 0,2 volta deljeno z 25 ohmi. Nihče me ne opozori, da sem ga malo polomil, pa sem tukaj napisal volte namesto ohmov. Ok, tole. Ampak vse lahko popravimo. Super. 0,008 pomeni, če prav razumem, a je to 8 miliamperov. A je? Ok, super. Se pravi, tok, tukaj le skozi je 8 miliamperov, kar je približno skladno s tistim številkami, ki si lahko predstavljamo. Druga točka pravi, določite padec napetosti na temle notranjem oporu. Mi smo ga že takoj napisali, ne? To se pravi, tale U R generatorja je U generatorja minus U load. Je 0,6 minus 0,2, čeprav vidim, je 0,4 volta. In tretja točka pravi, da dajte določiti, koliko je notranja opornosti naše zvočne kartice. Notranja opornost je napetost tle gor, kako ćemo to označiti? Lahko rečemo U na notranji opornosti generatorja, URG, deljeno z tokom I, ki teče skozi. Ta napetost deljeno s tokom, aha, to je pa isti tok, ki povsod teče, se samo en tok teče. Kar pomeni, da rečemo 0,4 deljeno z 8 miliamperov. 0,4 volta deljeno z 8 miliamperov. Jaz bi ugibal, da je to 50 ohmov. Če je tle napetost 0,2, tle pa 0,4, pa isti tok teče, bo tale upornost dvakrat večja, pa mi boste povedali, če drži, da je to 50 ohmov. Super. Tako da te 3 točke smo zdaj naredili. Ok, zdaj pa pri 4. točki se bomo pa navezali na UI karakteristiko. Edino, kar vas moramo opozoriti, je, nikjer ni nikoli bilo določen, kaj rišemo na kakšno os. To se pravi, to ni standardno in včasih rišejo napetost, pa tok, včasih pa rišemo obratno. Mislim, da smo mi prej imeli narisan obratno, ne? Zato tudi ta graf bo zdaj pač samo po oseh med sabo zasukan. Jaz sem vas na to upozoril in to, kar imamo, ni nič narobe. In to, kar smo prej imeli, ni nič narobe. Ampak, če smo prej tukaj gor UG označili, moram zdaj tukaj na tej osi UG označiti. Lahko tukaj napišem napetost v voltih. In če sem imel prej tukaj označen, da je to kratkostični tok UG deljeno z RG, je to zdaj namesto na tej osi zdaj tukaj. Okay. In tole je delovna točka in dajmo tele vrednosti malo smisliti. Sej 0,6 volta je tule. To je 0,6 volta. Pa pol imamo tukajle kratkostičen tok. Lahko ga zaračunamo. 0,6 volta pa deljeno z 50 ohmi. Če ga kdo hoče zračunati. 12. Ja. Evo, takoj sem dobil rezultat. Ta kratkostičen tok bi bil 12 miliamperov. In tale tok, zdaj za delovno točko, nisem jo verjetno prav smiselno vrisal, ampak vrednosti pa imamo. Zeleno jih pišem, tale tok je 8 miliamperov in tale napetost
je napetost tukaj gor 0,2 volta. Verjetno je tale stvar bolj strma, ne pa potrejo. Evo, in zdaj pa piše po 4. točko, da dajmo vrisati moč bremena, in to smo se učili. Če je 8 mA pa 0,2, to je tale pravokotnik, ki ga z zeleno šrafiram, zeleno, tole je moč bremena. Glejte, to je čisto navadna, P je U krat I. P bremena je U, pa dajmo load, P load je U load krat I. I je itak isti za vse, takle, 8 mA. U load je napetost, U load 0,2 volta. Evo. Zdaj bom pa vzel drugo barvo, pa bomo pošrafirali tole, kar pravi naprej, koliko je pa moč, torej na notranji upornosti. Aha. Od 0,2 do 0,6 je tehle 0,4 volta. To se pravi, če vam kaj pomaga, lahko tlele označim, sam bom majčkeno bolj desno zapisal, takole z rdečo, da je tole 0,4 volta. Bom še tole z zeleno šel napisati takole, da označim, pa bom napisal, da tole levo je pa 0,2 volta. Evo, 0,2, 0,4 in pa isti tok. Tudi skozi ta upor teče isti tok, zato je tole, kar bom z rdečo pošrafiral, tole bom pa rekel, to je pa moč na notranji upornosti generatorja. To je U na notranji upornosti generatorja krat tok I. Zdaj pa čisto po domače, ne? Če je tole moč tukaj gor in če je tole moč tukaj, kdo pa te dve moči časti? Vir ali generator. Vse to smo pa prej rekli. Skupna moč, a si lahko prvošmo, da še to pošrafiram. Takole, skupna moč, bom jo z modro, je pa moč generatorja. Bom takole napisal z modro, moč generatorja je U generatorja krat I. Zdaj, če te stvari še v številke damo, bom spet naprosil, če mi pomagate. 8 mA krat 0,2 volta pride 1,6 miliwata. Dajte mi prosim pomagati, če sem kaj zmotil. 8 krat 0,2 je torej, bo, super. Potem tale moč, tukajle, je 8 krat 0,4 je 3,2 miliwata. In tale skupna je 0,6 volta, to, kar ima vir krat 8 mA, 6 krat 8 je pa 48, to je 4,8 miliwata in res, da se tale in tale moč 1,6 in 3,2 seštejeta v 4,8. To nam na drugi strani potrdi zakon o ohranitvi energije, če ga s časom eliminiramo, potem je to zakon o ohranitvi moči. Ali z drugimi besedami, ta zakon o ohranitvi moči ima tudi svoje ime. Telegenov stavek pravi, da je moč virov, vsota vseh moči generatorjev, bom takole napisal, enaka vsoti vseh moči na bremenih. Kar je logično. To, kakor viri dajo v vezje, toliko na drugi strani ven iz tega vezja lahko dobimo. Ok, zdaj pa piše, da dajmo izračunati še izkoristek. Tale telegenov stavek kot pravilo bom podčrtal. Izkoristek, poiščemo tukajle, grška črka eta je tole, je moč na bremenu, PL, load,
proti moči generatorja PG. To je v našem primeru 1,6 proti 4,8, mislim, da je to tretjina ali 33%. Evo. Zdaj bomo pa odgovorili še na zadnje vprašanje. Jaz upam, da lahko tole že malo obrišem. Ker zadnje vprašanje pa ni tako zelo vezano na to, na čemer govorimo, ampak bi vas opozoril še na en teorem oziroma stavek, tako kot je tale telegenov stavek, ko sem vam povedal, da je prišel iz zakona o ohranitvi energije. Pojem prilagojeno breme. Pojem prilagojeno breme pomeni, da želimo poiskati tako vrednost bremena, da bo moč na bremenu maksimalna. Glejte, če bi vzeli eno skrajnost, pa bi tukaj naredil kratek stik. Mi bi imeli velik tok, pa nobene napetosti. In če razmišljamo, P je U krat I, to pomeni, če imamo velik tok, pa napetost nič, je moč nič. Če pustim odprte sponke, imamo veliko napetost, pa nobenega toka. Je tok nič, je spet moč nič. Se pravi, mi iščemo, katera vrednost bi bila najbolj ugodna z vidika bremena. To nam pomeni tako z vidika zvočnika, ki ga na fršterker priključimo, če govorimo o akustiki, kot z vidika antene, ki jo priključimo na vaš računalnik, Wi-Fi, oddajnik. Se pravi, ideja je vedno ista. In jaz bi vam kar povedal odgovor. Maksimalno moč, torej dosežemo, bom kar napisal stavkom, maksimalno moč dosežemo, ko velja, da je upornost bremena enaka notranji upornosti generatorja. Ta enak temu. To je to. To je možno dokazati, mi ne bomo dokazovali. In na to se nanaša tudi naše tole vprašanje pri 5. točki. Glejte, ko imamo moč bremena enako notranji upornosti, tej vrednosti bremena rečemo prilagojeno breme. Zato sem to tudi napisal v ta podnaslov. Prilagojeno breme. In zdaj, če se samo vrnem k tej naši 5. točki, nas ta 5. točka vpraša, kdaj bi bila na bremenu polovica napetosti odprtih sponk. Glejte, to je točno to. Če imamo polovico napetosti tukaj, polovico pa tule, potem to namiguje na to situacijo, da je tale upornost enaka tejle upornosti. Se pravi, v našem primeru bi pomenilo to, da je RL2, to se pravi, namenoma drugače označimo, RL2, da ne bomo pomešali s tem, mora biti enaka kot notranja upornost, to se pravi, RG je 50 ohmov. In ko bomo mi izbrali takšen zvočnik, da bo njegova upornost, impedanca 50 ohmov, bo to prilagojeno breme. Prilagojeno. In verjetno vam ne bo težko doma izračunati za 50 ohmov. No, pa ne doma, dajmo skupaj, ne. Če je ta 50 pa ta 50, sta skupaj 100. Če sta skupaj 100, potem je tok 0,6 deljeno 100, bo tok I, 2 bomo temu rekli,
6 miliamperov. In v tem primeru, če zračunamo, koliko je moč, bo PL load 50 krat 6 mili na kvadrat. Jaz sem spet prosil, da mi to zračunate, koliko dobimo, če teh, in bomo to primerjali s tistim rezultatom, ki ga imamo odprej. Če se spomnite, prej smo rekli, da je to bilo 1,6 miliwata, bomo pa videli, koliko dobimo pa zdaj. Mislim, da bomo dobili 1,8 miliwata. In 1,8 miliwata je praktično največ, kar lahko dobimo. Več, kot je bilo to prej. Prej smo dobili 1,6, ker breme ni bilo prilagojeno, tole je pa največ, kar lahko dobimo. Na kaj se želim navezati s tem, kar smo dobili tukaj? Ja. Na kaj se želim navezati s tem, kar sem zdaj povedal? Vi ste verjetno že opazili, da na enem zvočniku piše gor 4 ohme, na drugem zvočniku piše gor 8 ohmov. Če boste pogledali, recimo, kakšen ojačevalnik tudi zgoraj piše, kakšno impedanco 4, 8, 16 ohmov lahko priključite gor. Če boste izbrali zvočnik 8 ohmov za na ojačevalnik, ki ima 4 ohmski izhod, ali pa obratno, potem breme ne bo prilagojeno in bo to tale situacija, se pravi, moč, ki jo boste na zvočniku dosegli, ne bo maksimalna. Tisti preostanek moči, ki bi se mogel na zvočniku sprostiti, se bo v bistvu tukaj sproščal v obliki toplote. Vi boste ojačevalnik greli na mesto, bi rekel, izkoristili sistem. Če boste pa izbrali tako ojačevalnik, kot je tudi impedanca zvočnika, konkretno tukaj smo rekli, 50 ohmov je ojačevalnik notranja opornost in 50 ohmov smo dali tudi impedanco, v tem primeru smo pa dosegali maksimalno moč. Takole, s temle sem želel zaključiti.